Da vzdržuje svojo lastnino, je državljanska dolžnost, pravi podžupanja Mojca Munik, ki je na to problematiko že večkrat opozarjala. Tudi pred leti, ko se je na šolski kombi na cesti podrlo propadajoče drevo. Meni se zdi najbolj pomembno, da tisti, ki imajo lastnino ob cestah, pa tudi ob vodotokih, če tukaj gledamo, je treba to lastnino vzdrževati. V javnem interesu tako občine Medvode kot tudi njenih občanov in drugih uporabnikov javnih cest je, da so te pregledne, prevozne in varne. Skladno z določili zakonodaje so lastniki zemljišč ob javnih cestah dolžni redno in vestno skozi vse leto skrbeti za obrazovanje vegetacije, žive meje, grmičevja, drevja ali visokih poljčin, ki rastejo v varovanem pasu javne ceste. Varovani pas ceste pa je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena in se skladno s 109. členom zakona o cestah meri od zunanjega robu cestnega zemljišča in na vsako stran znaša pri lokalnih cestah 10 metrov, pri javnih poteh 5 metrov in pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter. Skladno s 110. členom pa v območju cestnih priključkov na občinsko cesto in na notranjih straneh cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali cestnega priključka. Posameznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju z navedenim določilom, se lahko za prekršek kaznuje z globo 500 evrov. Občina ima inšpektorat in da tukaj, če to ne gre, je potrebno zadevo sankcionirati. Treba je nekomu povedati, da če to sam ne narediš, prvič je to neka kazen, drugič pa to nekaj stane. In meni se zdi največja škoda, da bi zato, da mi ljudem obrezujemo drevje ob cestah, trošili občinski denar. In moram reči, da dostikrat me ljudje vprašajo, zakaj, a tale naš inšpektorat ne zna izdati neke odločbe, ki bi ljudi prisilila v to, da stvari uredijo tako, kot je treba. Na mnogih področjih mi imamo zakonodajo, ki nam marsikaj omogoča, sami jo ne izvajamo in to je eden od primerov. Kljub temu, da je inšpektor, tako je zapisano v poročilu, v lanskem letu obravnaval kar 40 zadev povezanih z razraščanjem in obrazovanjem vegetacije, 25 zadev povezanih s posegi v varovane pasove cestišč in 4 primere odvodnavanja padavinske ceste na cestišče, je na seji sveta padla pripomba, da bi moral inšpektor na tem področju ukrepati pogosteje in odločneje, brez opravičevanja, zakaj kakšna zadeva ni speljana do konca. Stvari se pogledajo, se sankcionirajo, to je njihova naloga. Zdaj, koliko lahko, koliko ne morajo, glede lastništva, se strinjam z vami, na mnogih področjih ali pa na mnogih parcelah je več lastnikov, sam vam pa lahko povem, da najbrž, pa se ne bom zmotila, ker je treba dedovati, se vsi pojavijo. Občinski svetniki so se že na marčni seji občinskega sveta seznanili tudi z delom občinskega koncesionarja podjetja HNG, ki skupaj s podizvajalci oziroma kooperanti izvaja ne le zimsko službo in redno vzdrževanje občinskih cest, ampak tudi vzdrževanje prometne opreme in signalizacije, izvaja zapore cesti in posreduje ob intervencijah. In zanimivo, v lanskem letu je večino intervencij moral opraviti prav za voljo podrtih dreves. Od 21 klicev prejetih bodisi strani Centra za obveščanje 112, občine Medvode ali občanov, je kar 11-krat šlo za tak primer. 5 klicev je bilo zaradi prometnih nesreč, ostalo pa zaradi povožene živali ali razsutega tovora in predmeta na cesti ali podrtega znaka. V letu 2025 smo občani na brezplačno številko HNG-ja posredovali sicer le 15 klicev, manj kot leta poprej. 3 so bili povezani z izvajanjem zimske službe, 9 pa stanjem na cesti. Bodisi da je šlo za posedanje asfalta ob jaških, luknja v asfaltu ali makadamu, pometanje cest in podobno. Poročilo o poslovanju in delu koncesionarja je na seji ponovno predstavila Boža Vidmar. V sklopu koncesije pošiljamo dnevne plane, tedenske in mesečne plane ter pripravimo letni plan predvidenih vzdrževalnih del. Tedensko se ceste pregledujejo, v program e-ceste se zabeležijo vsi
vsa opažanja preglednika in tudi vse opravljeno delo, ki ga izvede sam preglednik. In ti zapisi preglednika so tudi osnova za pač pripravo dnevnih, tedenskih in mesečnih planov za vzdrževanje cest. V sklopu koncesije postavljamo tudi zapore cest v skladu s prejetimi dovoljenji, ki jih izda občina. Izvajamo delo rednega vzdrževanja, dela zimske službe in dela v sklopu vzdrževanja prometne opreme in prometne signalizacije. Posredujemo tudi na intervencijah. V lanskem letu je koncesionar v sklopu koncesije na občinskih cestah, javnih poteh in drugih javnih površinah izvedel za okrog 818 tisoč evrov. Od tega je šlo za zimsko službo 216 tisoč, 103 tisoč evrov za prometno opremo in signalizacijo in slabega pol milijona evrov za redno vzdrževanje cest in režijo. Od tega, če se vrnemo na prejšnjo temo, skoraj 44 tisoč evrov za obsekovanje in posek dreves. Največja postavka rednega vzdrževanja je sicer izgradnja novih ter ročno čiščenje elementov odvodnavanja v višini 77 tisoč evrov, 67 tisoč evrov za sanacijo asfaltov, zmanjšujejo pa se delno sredstva za vzdrževanje makadamov na 53 tisoč evrov. Vsako leto koncesionar v poročilu izpostavi tudi tiste odseke cest, premostitvenih objektov in pločnikov, ki so potrebni večje sanacije v izogib škodnih zahtevkov. Na predstavljeno poročilo občinski svetniki niso imeli večjih pripomb oziroma v razpravo sta se vključila le dva. Lado Vidmar je razpravljal ne le kot svetnik v občinskem svetu, ampak tudi kot predsednik krajevne skupnosti Preska. Lahko rečem, da smo z kooperantom, gospodom Ogrizom, korektno sodelovali, ampak je bilo treba vedno iti skupaj pogledati, kaj za narediti, vmes pogledati, kako se dela, na koncu pregledati in na koncu poročilo napisati. To je pač moj način, zato da je vsem jasno in tudi ga je gospod Ogriz dobil, tako kot na občini. In je to bil očitno vzrok, da so bila dela izvedena kar v redu. Res je, da se v slabem vremenu oziroma makadamov ne da popravljati v slabem vremenu in dežju. Je pa tudi res, da kljub temu, da sem dostikrat opozarjal, da je treba tudi tiste maline ob kraj ceste toliko porezati, da se lahko cesta toliko nagne, da voda vteče, ne, da se luknje v kanalih oziroma v kolesnicah zaflika, je totalen nonsens in ne bi zdaj šel v te detajle. Načeloma je bilo sodelovanje dobro in tudi urejanje cest kar ok. Več pripomb pa je podal, tako kot smo zabeležili tudi v prejšnjih letih, na pregledniško službo, ki je občina v prejšnjem letu skupaj s sredstvi za pripravljenost ekipe in potrebne strojne opreme za izvajanje zimske službe stala 64 tisoč evrov. Če jaz preglednika opozorim na par stvari ob cesti, ki jih je treba vsaj zabeležiti, če že ne narediti, od tega ni nič. Če ga opozorim, da dva hrasta, ki sta v premeru približno 40 cm, približno toliko na cesto visita, teli naši skakavci, kadar letajo, in da bo v enem hujšem dežju ali pa kakšnem vetru to zgrmelo na cesto in imate potem intervencije. Tudi tega ni zabeležil in kup drugih stvari, da bi v tiste bombončke, ki se vmes dogajajo, sploh ne bi komentiral. In mislim, da bo treba pri novem koncesijski pogodbi, ki se bo sklepala, mislim, da na lokalnih cestah je še nujno, da je, na javnih poteh pa ni potrebe. Mislim, da je zato, da se preglednik voz po celi občini, po vsaki cesti in na podoriščih obrača, da je brez potrebe in bi jaz, glede na to, kakšen dolg vpis dela ima nadzornik, raj apeliral na to, da nadzornik kontrolira tiste ceste, ki jih mora in tiste z vso odgovornostjo. Zakon o cestah že sicer predvideva oziroma zahteva redne preglede cest. Pač v pravilniku o vzdrževanju cest je tudi napisana frekvenca glede na prometne obremenitve, kolikokrat je po zakonu nujno pregledovati ceste. Lahko se potem recimo, kot ste rekel, v naslednji koncesijski pogodbi točno definira, kolikokrat na teden ali mesec se pregleduje lokalne ceste, kolikokrat javne poti, kolikokrat kolesarske poti, in se potem v bistvu to točno definira in potem ima preglednik, bomo rekli, več časa, da opravi pač stvari, kjer je pač
pravilnik predvideva, da so naloge preglednika oziroma pregledniške službe. Podžupanja Mojca Murnik je opozorila predvsem na dejstvo, da tam, kjer so se krajevne skupnosti bolje vključile v sistem vzdrževanja cest, kot to predvideva tudi nov odlok in sodelujejo s koncesionarjem, je rezultat boljši. Konec aprila je občina Medvode objavila tudi novo javno naročilo, s katerim za naslednji 2 leti išče novega koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, ki seveda vključuje tudi zimsko službo. Rok za oddajo ponudb je 26. maj do 9. ure zjutraj.